Pozdravljeni! Danes se bomo spustili v funkcije, katere ima nek bistveni element bolida Formule 1, a na katere mislim, da mnogi izmed nas pozabimo. Govorili bomo o funkciji, ki jo ima vzmetenje na bolidu Formule 1. Preden začnem s to kratko in izjemno poenostavljeno razlago funkcij vzmetenja na bolidu Formule 1, še kot običajno kratka pripomba. Skliceval se bom že na predhodno narejene prispevke, kogar zanima kaj bolj poglobljenega, si jih lahko ogleda, kot ponavadi bližnjice so v opisu. In seveda, govorili bomo o vzmetenju, kakšne so funkcije, kako je sestavljeno, kakšne elemente ima in seveda, zakaj je to potrebno. In najprej se treba vprašati, zakaj sploh imamo vzmetenje na vozilih in seveda tudi na bolidu Formule 1. Predstavljati si moramo nek splošen bolid, kateri lahko ne bi imel vzmetenja. To se pravi, vsa energija, katera bi se iz podlage preselila na kolo, bi šla direktno na šasijo, kajti obesa bi bila togo vpeta nanj. In vsaka nepravilnost podlage, grbina, naprimer robnik, bi bila direktno prenesena na šasijo. In to po eni strani bi bilo neudobno, a gre za Formulo 1. To ni narejeno zato, da bi bilo udobno, ampak bolid bi tako izgubil tudi oprijem. Kako si lahko to predstavljamo? Enostavno. V trgovskem centru vzamemo tisti nakupovalni voziček in ga porinimo čez, kakšne pralne plošče, katere imajo tiste fuge, in na tistih majhnih grbinah bo začel voziček poskakovati, kajti ni vzmeten. In v tistem trenutku, ko poskakuje, izgubi stik med pnevmatiko in blago in takrat ne more imeti mehanskega oprijema in niti ne aerodinamičnega, kar bomo videli kasneje. Zato imamo na vseh vozilih, katera so recimo kot osebna, kolikor toliko udobna, in na tistih športnih tudi vzmetenje. In seveda, vzmetenje je sestavljeno iz različnih elementov. Tista dva najbolj znana, najbolj pogosta sta vzmet in blažilec. Zakaj nimamo samo vzmeti? Zamisliti si moramo tisto vzmet, ki jo vzamemo iz kemičnega svinčnika, jo stisnemo, spustimo in že je ni več. Kolikor bi imeli na bolidu Formule 1 ali pa katerem drugem vozilu samo vzmet, bi se v prvi grbini praktično kolo podalo, dvignilo, dobilo udarec. Vzmet bi uskladiščila tisto kinetično energijo in jo takoj na to grobo spustila nazaj. In spet bi začela šasija poskakovati, ampak poskakovanje je tisto, čemu se hočemo mi izogniti. Zato imamo tudi blažilec. Drugi element, ki to kinetično energijo s pomočjo plina ali hidravlične tekočine nekako skuša spremeniti v toploto, a to ni bistvo. Bistvo je, da prepreči ti uskladiščeni energiji v vzmeti, da bi se takoj sprostila nazaj. In seveda to je poenostavljena razlaga, tako da se bomo bolje razumeli. Obstaja po mojem osebnem mnenju še tretji element, tem malce kasneje. In seveda, sedaj smo razumeli, zakaj vzmetenje imamo, kako je približno sestavljeno, in sedaj se bomo začeli pogovarjati o funkcijah vzmetenja. O prvi funkciji sem že govoril. To se pravi, pomaga vozilu, bolidu Formule 1, da vse tiste nepravilnosti, ki so na podlagi, na progi, to se pravi grbine, robniki, se ne prenesejo direktno na šasijo in tako, da ima pnevmatika konstantno stik s podlago. In seveda, nekdo si bo mislil mehkejše, ko je vzmetenje,
boljše je po tej moji razlagi. Niti ne v formuli 1 se govori zmeraj o nekem kompromisu. Razumeti moramo, da lahko mehko vzmetenje pomaga pri tem, da, vse te sile, kar se da nežno prenesejo na šasijo. A premehko vzmetenje bi pomenilo tudi to, da bi cela šasija nekako plavala navzgor in navzdol. In tudi v ovinku, ko bi se premikalo levo in desno, so druge sile, ki pravzaprav delujejo z leve in desne strani, in spet bi bil bolid nevodljiv. Zato moramo imeti nek pravi kompromis med togostjo in mehkobo vzmetenja. Druga funkcija, katera deluje na to komponento vzmetenja, pa izhaja iz, praktično nasprotne smeri. Namreč vemo, bolid pospešuje in zavira. In ko zavira, se težišče navidezno pomakne naprej. Zakaj navidezno? Ker so vsi elementi togov pritrjeni, več ali manj, in se ne premikajo pri zaviranju. A sile delujejo tako, kot da bi se težišče navidezno premaknilo. Pri pospeševanju gre nazaj. Lep primer vsakdanjega življenja, z osebnega avtomobila, ko pride do močnega zaviranja, naše telo čutimo, kako nas potisne naprej, pri močnem pospeševanju nas potiska nazaj. In sedaj, če se spomnite tistih prispevkov o understeerju in oversteerju, boste si lahko priklicali v spomin, da gre vse za izgubo oprijema na prednji in zadnji osi. In seveda na prednji osi gre za izgubo oprijema pri zaviranju, na zadnji osi gre za izgubo oprijema pri pospeševanju. Ukolikor imamo, mehkejšo nastavitev vzmetenja, lahko to pomaga rešiti morebitne težave v tem elementu. In sedaj ste lahko povlekli tudi določene vzporednice med osebnim avtomobilom in bolidom Formule 1. Čeprav vzmetenje pri osebnem avtomobilu služi bolj udobju vožnje v tisti prvi funkciji, v tisti drugi sicer pomaga, čeprav večina osebnih avtomobilov ima pogon spredaj. A pustimo sedaj to. Prihajamo do tiste tretje funkcije, kjer bomo razumeli pravzaprav, da bolida Formule 1 in osebnega avtomobila ne smemo staviti na isto raven. Kajti pri bolidu Formule 1 je izrazita tudi aerodinamična komponenta. O tem smo govorili že v mnogih prispevkih. A skrajšana zgodba. Pri tistih visokih hitrostih, ki jo doseže bolid Formule 1, je lahko aerodinamična komponenta tistega oprijema, tiste sile, približno enaka tam okrog 7-kratniku njegove teže. Osebni avtomobili ne dosežejo takih vrednosti, če sploh jih. In treba je razumeti pri vseh tistih razlagah, ko smo govorili o pomenu razdalje ravnega dna do podlage, da je prav vzmetenje tisto, ki uravnava to višino. Namreč, ukolikor pride neka sila, ki je enaka 7-kratniku teže in začne potiskati bolid navzdol, ukolikor je vzmetenje premehko, se bo razdalja med ravnim dnom in tlemi v bistvu zmanjšala. Lahko se bo zmanjšala za toliko, da bo začel bolid v bistvu drseti po asfaltni površini, kar seveda je vse prej kot zaželeno. In če še ne verjamete, funkcija aktivnega vzmetenja je bila ta, da je konstantno držala razdaljo med asfaltno podlago in ravnim dnom. In seveda, sedaj se boste vprašali, po eni strani sem govoril, kako ima prednost mehkeje nastavljeno vzmetenje, po drugi strani pravim, da mora biti izjemno togo, da, nekako omogoči, kar se da, konstantno razdaljo med asfaltom in ravnim dnom. In tu pride v veljavo tisti tretji element, katerega mnogokrat ne boste dobili v kakih strokovnih člankih, a mislim, da ga je pametno omeniti. Namreč, treba je uporabiti kot element vzmetenja tudi pnevmatiko. Ta je z, vulkanizirane gume in drugih primesi. In spomnimo se, da naprimer Pirelli kot edini opremljevalec
zaradi enega razloga tudi omejuje tisti minimalni tlak, kateri je lahko v pnevmatiki. Kolikor pogledamo posnetek bolida, katerega gre čez robnik, vidimo, kako se premika pnevmatika, a če smo pozorni in pogledamo obeso, vidimo, da ta se ne premika v tisti frekvenci kot pnevmatika. Zakaj? Kajti večino dela, večino tistih nepravilnosti je posnela pnevmatika sama, brez da bi vzmetenje sploh stopilo v akcijo. In prav tu je tisto, kar moramo razumeti v Formuli 1. Namreč pri mnogih elementih gre na navezavo enega na drugega in en element posredno ali neposredno tudi vpliva na drugega. In zmerom gre za iskanje kompromisov. Popolnih nastavitev ni, popolnega vzmetenja ni in seveda tudi popolnih pnevmatik ni. Gre vse za čar pridobivanja tiste najboljše poti, ko se bo dalo ob vseh težavah, kar se da hitro zvoziti. In lepo vprašanje za prihodnost, ko bo stopilo v veljavo novo obdobje, kjer bodo imeli 18-palčna platišča, kako bodo rešili ta problem. Vsekakor pa ni treba enačiti osebnega družinskega avtomobila, kateri bo imel 18-palčna platišča, s tistim bolidom Formule 1, kateri ima danes 13-palčna platišča, kajti gre za dve popolnoma različni stvari in funkcija enega vzmetenja ni primerljiva s funkcijo drugega vzmetenja. Toliko o tem, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.